Pomlad je tu. Gregorjevo je že minilo in radost pomladi že čutimo. Cvetna nedelja je čas, ki nas spominja na mladost življenja, ki nam prinese obnovitev duha in radosti v našem srcu. Te dni je zelo živahno v našem kraju v fari svetega Petra v Malečniku. Priprave na cvetno nedeljo so se že začele. Pri izdelavi presmeca pa še je posebej pomembno, katero rastlinje se uporabi. Kurnikov Mirko je kot najizkušenejši prevzel dolžnost za izdelavo presmeca s svojimi prijatelji Jožetom, Petrom, Ernestom in ženo Dragico. Ob robu gozda v sosednji vasi so nabrali prav vse, kar presmec potrebuje. Čremso, metliko, dren, pušpan, pa še kakšno drugo vejico, kar pa je odvisno od krajevnih navad. Te dni se je ob cerkvi svetega Petra na Glazrevi ploščadi pri izdelavi vseh oblik presmecev zbralo veliko ljudi. Med njimi je bilo prisotno tudi veliko mladih deklet in fantov in večje število starejših. V Malečniku poznamo ta običaj že več kot pol stoletja. Letošnjega, kot že vrsto let, je organiziral domačin Mirko Cafuta s prijatelji Ernestom, Petrom, Jožetom, Mirkom in ženo Dragico. Po stari navadi v našem kraju je v presmecu 7 različnih vrst mesa. Ne to, kaj ne več ali ne, ampak po krajevni običaju jih je 7. To je metrika, čremca, dren,
Fušpan, Tisa, smo še kjer pozabili. To ni važno, glavno 7 jih je, ne? To je Tisa. Strupenje listje, že temu tako rečemo, pa vrijezdo ne hodimo. To je Dren. To je Cipresa. To je Metrika. Mačica, to smo prej pozabili povedati tudi, mačica. To mi še damo lovoriko noter, da malo polepšamo, potanko. Fušpan, kak pač kjer reče, mi imamo fušpan, da po domače. Damo malo funkcije poleg in je to. Praktično to zdaj ni lepo oblikovano, ampak je to sklepiti material, ko ga rabimo. Vsak tako ga hoče, vedno smo ga moraš tako, da ti ne razleti. Posebnost poleg izdelave malih presmecev je tudi sestava večjega presmeca, ki bo visok več kot 10 metrov in ga bodo postavili ob steni cerkve. O pomenu cvetne nedelje pa prisluhnimo zapisu domačega župnika. Cvetna oljčna nedelja Gospodovega trpljenja je prvi dan velikega tedna, ko bogoslužno dogajanje predstavlja slovesen vhod Jezusa v Jeruzalem.
Obredi cvetne nedelje, zlasti procesija z zelenjem in branjem evangelijskega poročila o Jezusovem trpljenju pasijon, izvirajo iz bogoslužnih navad Jeruzalemske cerkve, ki so poznane in zapisane že v 4. stoletju. Tradicija blagoslavljanja zelenja se je začela pojavljati v 7. stoletju. Po vzoru jeruzalemskega bogoslužja so urejeni tudi sedanji običaji. Cvetna nedelja je vsebinsko povezana z Velikim petkom, ko se spominjamo Gospodovega trpljenja in smrti na križu, na oba dneva pa pri bogoslužju prebiramo odlomke o Jezusovem trpljenju in smrti. Kaj delata? Zakaj odvezujeta od splička? Odgovorila sta jim, kakor je rekel Jezus, in so jo pustili. Pripeljala sta k Jezusu v splička, položila nanj svoja plašča in sedel je nanj. Veliko ljudi je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa veje, ki so jih odlomili na polji. Tisti, ki so šli pred njim, in tisti, ki so šli za njim, so vzklikali: Hozana! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Blagoslovljeno kraljestvo našega očeta Davida, kraljestvo, ki prihaja. Hozana na višava. Te si v naše svetišče tudi mi, ko vzklikamo Hozana, judovski kralj. V ime Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Blagoslovi to zelenje. Znamenje življenja in zmage. Veseli bomo spremljali Kristusa kralja. Daj nam, da bomo mogli dospeti v večni Jeruzalem, po Kristusu, našem Gospodu. Posebnost maše na cvetno nedeljo je začetek obreda z blagoslavljanjem zelenja pred cerkvijo, ki ga v procesiji med petjem slavnih pesmi odnesejo v cerkev. Zelenje verniki zbirajo in odnesejo blagoslovljeno domov. V ospredju bogoslužja cvetne nedelje ni blagoslov zelenja, temveč procesija v čast Kristusa kralja. Med mašo poteka slovesno branje in petje pasijona iz enega od prvih 3 evangelijev, ki poročajo o zaroti proti Jezusu, zadnji večeri z učenci, Jezusovem trpljenju v vrtu Getsemani, sodnem procesu, obsodbi na smrt na križu ter o pokopu v grob. Duhovniki in drugi bogoslužni sodelavci oblečajo rdeča bogoslužna opravila, ki simbolizirajo trpljenje,
in Passion. Na cvetno nedeljo izstopajo trije simboli: pot, zelenje in vzklik Hozana. Nomadsko ljudstvo Izrael je svojo zgodovino razumelo kot popotovanje, ki se je začelo s praočetom Abrahamom, ki se je po božjem klicu odpravil na pot v obljubljeno deželo. Simbol poti nastopa tudi v Jezusovem življenju in doseže vrhunec v izreku: Jaz sem pot, resnica in življenje. Jezusovo javno delovanje v Novi zavezi je opisano kot stalno potovanje v Galileji in Judeji, dokler osamljen ne umre na križu. Kot ustali spremlja dva učenca na pot v Emaus. To je simbol, da spremlja tudi cerkev na njeni poti skozi zgodovino in jo podpira s pomočjo Svetega Duha. V spomin na Jezusov slovesni prihod v Jeruzalem oblikujejo procesijo, ki se začenja na prostem in se konča v bogoslužnem prostoru. Jezus ob vhodu v Jeruzalem pozdravlja zelenjem, ki je v naših krajih povezano s tradicijo izdelovanja butar oziroma s pripravo oljčnih vejic. Oljka je odporno sredozemsko zimzeleno drevo, ki je simbol miru in sprave, zelenje pa predstavlja rodovitnost in življenje. Palmove veje, ki jih v zapisu izrecno omenja le evangelist Janez, so simbol zmagoslavja in kraljevanja, zato so Jezusa pozdravljali kot kralja, ki prihaja v Jeruzalem. Ob vhodu v Jeruzalem so ljudje Jezusa, ki je jezdil na oslu, pozdravili z vzkliki Hozana, s čimer so izražali vero v Kristusa kot kralja in odrešenika. Beseda Hozana je sicer v vsakodnevni bogoslužni rabi pri maši, saj kristjani s to molitvijo pred povzdigovanjem izpovedujejo vero odrešenika v posvečenem kruhu in vinu.